Po odlično opravljeni nalogi v prvenstvu s 6 osvojenimi točkami z 2 zaporednih gostovanj v Celju in Velenju, vijoličasti četi nekaj časa ne bo treba zapuščati domače trdnjave. V Ljudskem vrtu se bodo v 7 dneh zvrstile 3 tekme, otvoritev nove serije pa smo dočakali v sredinem večeru s pokalno preizkušnjo. Povratna četrtfinalna tekma za pokal Hervis se je začela s prijetnim dejanjem, svečanostjo, ki jo poznamo le v Mariboru, kjer imamo vijoličaste bojevnike. Vseh 11, ki se v času tekme najde na igrišču, se vselej po najboljših močeh trudi za uspeh moštva. Njihov delež pa je še posebej nagrajen. V obliki prestižnega in zdaj že tradicionalnega priznanja vijolični bojevnik, namenjenega igralcu NK Maribor, ki si je ta naziv prislužil z odnosom do dresa, navijačev in kluba nasploh. Za posameznike s prikazano največjo mero srčnosti so bili doslej izbrani Lubomir Kubica, Dejan Mezga in Elvedin Džinić. Letošnji nagrajenec, ki je v skupnem seštevku dobil največje število glasov strani navijačev, pa je postal Marcos Tavares. Kapetan je pred začetnim sodniškim žvižgom priznanje prejel iz rok predstavnikov navijaške skupine Viole. Čeprav je šlo za dvoboj prvoligaša s tretjeligašem, je bilo živahno na tribunah, zbralo se je kar 4500 ljudi. Igre mariborske ekipe izzovejo precejšnje zanimanje, tokrat pa so prijetno kuliso dodali še gostujoči privrženci. Na prvi tekmi v Zavrču je bilo 3-3 in gostje iz najbolj ambiciozne nogometne vasi v Sloveniji niso prišli z belo zastavo niti na povratni obračun. Na njihovem vrhuncu sezone in bistvu dosedanjega delovanja kluba jih je spremljalo 7 avtobusov navijačev, mnogi pa so se iz Zavrča in širše ptujske okolice odpravili v Maribor tudi z osebnimi avtomobili ter poskrbeli za največji obisk gostujočih navijačev v Ljudskem vrtu po Birminghamu v letošnji sezoni. Tako je, res lepo vzdušje na tekmi, veliko število gledalcev, to je presenetljivo, vendar je jasno dobrodošlo za celotno atmosfero in za potek tekme. Mislim, da je bila tekma zanimiva, v kateri se je nasprotnik pokazal vsaj v prvem polčasu kot zelo čvrst in dobro postavljen na igrišču. Tu smo imeli nekaj težav, vendar smo potem v drugem polčasu jasno pokazali, da je pač razlika v kvaliteti tu in zasluženo zmagali. Minimalno, vendar popolnoma zasluženo. Nekaj priložnosti smo imeli poleg tega in se veselimo uvrstitve v polfinale. Gostje so želeli ob tej posebni priložnosti igrati pogumno, tudi z napadalnimi poskusi. Pobuda pa vendarle na strani ekipe v vijoličastem in v hladnem večeru več dela za vratarja Zavrča. Sprva 3-krat ob akcijah, ki jih je zaključeval Velikonja. Prvič je prišel do udarca po dolgi podaji Filipoviča in sprejemu žoge v kazenskem prostoru, nameril ob tla, vratar Golob pa je odbil v kot. Naslednji poskus po prostem strelu, izvajal ga je Milec, predložek v kazenski prostor, najvišji v skoku Velikonja, žoga pa ob desni vratnici. Tretjič se je v priložnosti znašel Velikonja po predložku Cvijanoviča, se pa v odbiti žogi odločil za atraktiven poskus z udarcem čez glavo, a ni bil dovolj natančen. Ekipa Zavrča je ob prehodih v napad nekajkrat izpeljala akcije do kota, prvič pa je moral Jasmin Handanović posredovati v poskusu Darmopila za razdalje, odbil je v kot. Pred odhodom na odmor pa še enkrat do zaključka Velikonja, tokrat je pred gol podal Mejač, vijoličasta enajstica pa mimo leve vratnice. Iz slačilnice se v drugem polčasu nista vrnila Berić in Filipović. Priložnost sta dobila Volaš in Ibrahimi. Gostje pa so vmes ostali z igralcem manj. Zaradi drugega rumenega kartona po prekršku nad Ibrahimijem je moral z igrišča Gabrovec. Med ugovarjanjem ob sodniški odločitvi pa je porumenel še Marinić. Zadnje pol ure tako dvoboj 11-10. Po spretnem preigravanju na robu kazenskega prostora je Cvijanović podal do Velikonje, ki pa je ob udarcu naletel na obrambni blok Filipoviča in žoga v kot. Po kotu v skoku znova do zaključka Velikonja, iznajdljivo proti desni vratnici, kjer pa je izbil Letonja. Po vstopu v igro hitro do grožnje Tavares, ki je po podaji Ibrahimija z glavo nameril ob vratnici.
In številni poskusi so se v obliki zadetka obrestovali tistemu z največ udarci na tekmi. Najprej je Etienne Velikonja zatresel mrežo, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja ob podaji Tavareša. Potem pa je poslal požrtvovalne goste na polovico igrišča v 76. minuti. Po akciji Mejača in Ibrahimija žoga na desno stran, Milec je poslal uporaben predložek, Velikonja pa je iz bližine z glavo usmeril žogo čez golovo črto. Ja, normalno pač, saj imeli smo pobudo, prihajali v priložnosti, nažalost žoga ni hotela v gol, ampak važno je, da je vsaj tistikrat pač enkrat šla in da smo v tekmo zmagali. Normalno v Ljudskem vrtu vsak da res svoj maksimum, še mogoče še kaj več, kakor je zmožen na splošno in pač danes odigrali tudi oni eno odlično tekmo, tako da jim lahko tudi njim čestitam. Požrtvovalni gostje, ki so se v Ljudskem vrtu pogumno borili do zadnjih atomov moči, so uspeli obdržati zaostanek 0:1. Vratar Golob je med zaključnimi napadi preprečil povišanje vodstva ob udarcu Tavareša, ki je nameril proti desnemu kotu. V končnici še priložnost za Argosa, po akciji Velikonje je gostujoči vratar žogo odbil pred Argosom, ki pa mu ni uspelo spraviti žoge v mrežo, zletela je čez prečnik. In povsem za konec še hitra mariborska akcija. Cvjanović po zadnji podaji Velikonje do zaključka iz podobnega položaja kot v derbiju proti Olimpiji, ko je poskrbel za veselje na tribunah, toda ni bil dovolj natančen. S potrditvijo napredovanja se je sedaj NK Maribor na seznamu polfinalistov pridružil Rudarju, Celju in Šenčurju. V krogu teh 4 ekip bomo spomladi dobili zmagovalca pokalnega tekmovanja. Tudi če dobimo Šenčur, to mislim, da ne bo lahka tekma. Proti prvoligašu smo pa lani že igrali proti Kopru, smo ga izločili. Celje pa smo tudi videli, da znajo igrati, da se nam lahko postavijo po robu, tako da vsaka tekma bo težka, ampak moramo se pripraviti maksimalno, da gremo v finale in pa osvojimo pokal. Zdaj pa s pokalnega spet na ligaško prizorišče. Ljudski vrt bo ponovno odprl vrata v soboto ob 17. ko v 18. prvenstvenem krogu v mariborski Trdnjavi gostuje Luka Koper.